Medvode je včeraj v sodelovanju z založbo Primus gostila avtorico svojega drugega zgodovinskega romana Urško Klakočar Zupančič. Roman z naslovom Sibilina sodba je namenjen vsem divjim ženskam z volčjo dušo, ki se ne bojijo biti svobodne in se upirajo družbenim normam. Zgodba opisuje temačni čas 17. stoletja, ko so ljudje živeli pod senco epidemij, vojn in strahu pred čarovnicami. Dogaja pa se tudi na gradu Smlednik z okolico. Pogovor z avtorico je vodila Tatjana Mavrič. Urška Klakočar Zupančič, bolj znana kot predsednica Državnega zbora, se podaja tudi v pisateljske vode, saj je po priljubljenem zgodovinskem romanu Gret in greh izdala že drugega z naslovom Sibilina sodba. Napet zgodovinski roman nas popelje v začetke novega veka na Slovenskem, ki potuje med Dolenjsko in Kranjsko v času, ko je nevarno biti znan, željna ženska. Oba romana v ospredje postavljata divjo, neuklonljivo, lepo in pametno žensko, ki ne more, ne želi in ne zmore živeti drugače kot po svoje. Svobodno. Svoje svobode pa se ne more veseliti ne ena, ne druga. Tako ženske takratnega časa kot ženske zdajšnjega časa si želimo biti sprejete, ljubljene, upoštevane in spoštovane, s tem, da danes seveda to lahko pokažemo, pa ne bomo šle na grmado, vsaj ne na fizično, pravo grmado, medtem ko ženske takratnega časa tega seveda niso mogle, verjamem pa, da so si prav tako želele biti samo ženske. Glavna junakinja Sibila je močan ženski lik, ki se hrabro spopada z izzivi patriarhalnega obdobja, knjiga pa je namenjena vsem divjim ženskam z volčjo dušo, ki se ne bojijo biti svobodne in se upirajo družbenim normam. Kaj pa svoboda pomeni avtorici? Svoboda meni predstavlja to, da sem lahko, kar sem, in da zato nisem obsojena. S svojim pisanjem in temeljitim raziskovanjem zgodovinskih dejstev je Klakočar Zupančič ustvarila delo, ki nam omogoča, da bolje razumemo preteklost in položaj žensk v takratnem okolju. Zgodovinska dejstva je črpala iz Valvazorjeve slave vojvodine Kranjske, zanimanje za zgodovino pa jo spremlja že od mladosti in dodaja, da se s poznavanjem zgodovine razume sedanjost in tako lažje gledaš na prihodnost. V romanu se prepleta vera, mistika, revolucija, šege in navade 17. stoletja, erotika, prikrita spolnost, položaj žensk in družbeni napredek. S takratnimi in današnjimi časi pa je veliko vzporednic. Obe knjigi prikazujeta tisti čas, prikazujeta ne samo položaj žensk, ampak nekako opisujeta družbo, kakršna je takrat bila, in v bistvu predstavljata to družbo v okvirih religije, kulture in pa sploh socialnih vezi, ki so takrat obstajale. Del zgodbe se odvija tudi na gradu Smlednik in Hrašah, na kamor tudi avtorico vežejo lepi spomini. Sem redna obiskovalka smledniške trdnjave in ko sem nekoč stala tam na tistih ruševinah, pogledam dol in vidim to neizmerno lepo cerkvico tam sredi ničesar, pravzaprav ne sredi pol in gozda, in se mi je zdelo tako lepo, da sem si želela pa to vključiti v knjigo, skupaj z to razvalino gor na hribu, in jaz mislim, da je to nekaj, kar absolutno je kar klicalo po upodobitvi. Na vprašanje, ali lahko pričakujemo tretji roman, pa avtorica odgovarja. Ja, zagotovo, ko bom imela čas in nekaj miru, ne samo čas, mora biti tudi mir, da se lahko usedem in pač ideje zlijem na papir. Zagotovo bom pa ostala v teh varnih vodah, zgodovinskih vodah, kjer lahko dajem sporočila, ki so aktualna tudi za današnji čas, ampak jih dajem skozi to zgodovinsko perspektivo in morda na ta način še bolj učinkovito in pa hitreje pride sporočilo do pravih ušes.